Dober večer, cenjeni gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Pouk nadaljavo? Nič lažjega, pravi Žiga Turk. Gre tudi s pametnim telefonom. Šur. Včasih tudi niso poznali elektrike, pa so si svetili s svečami. Vi pa gledate 25. oddajo 4. sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodov. Danes bomo za vas komentirali: premagajmo korono, kako uspešno je naše zdravstvo v boju s COVID boleznijo 19. Je slovenski zdravstveni sistem sposoben obvladati epidemijo? Nam bosta povedala naš stalni komentator dr. Blaž Mervlje in naš posebni gost, magister Gorazd Kalan. Toplo pozdravljena. Dober dan. Gorazd, vam gre prva beseda, ker ste prvič v oddaji. Vi ste kot pediater na nek način, kako ste zdaj? Ste vi prva frontna črta v boju z virusom ali ste zdaj, odkar imamo pač to epidemijo, bolj v ozadju? Jaz še zmeraj mislim, da sem prva bojna linija. Mi smo prvi, na katere se pač na primarnem nivoju družinski zdravniki in pediatri, tisti, na katere se bolniki prvi obračajo. In delamo pač to prvo triažo in usmerjamo bolnike ali pa tudi nekako presojamo, ali gre bolezen tako daleč, da rabijo našo neposredno pomoč. Zdaj to prek teh COVID točk, vstopnih točk. Potem selekcioniramo bolnike, ki rabijo bris in zaradi tega spet pridejo z nami v stik. Šele redko kdo neposredno potrka s to boleznijo na vrata bolnišnic. Pravzaprav se to ne bi smelo dogajati. Tako da je pa res, da se neposredno srečujemo s temi bolniki, sumljivimi na COVID okužbo, le takrat, ko smo v za to primernem prostoru, se pravi COVID točki in ustrezno opremljeni in zaščiteni. Ampak zdaj recimo imamo kar nekaj izkušenj, ali pa recimo imate kar nekaj izkušenj, ne, že od pomladi pa tako naprej. Kaj bi recimo rekli, da je zdaj mogoče drugače, zdaj v tem jesenskem valu? Vemo, zdaj pač sezona teh virusov, ne, respiratornih, ne samo pač koronavirusa. Kaj je mogoče? Opažate kakšne razlike napram spomladi? Smo pacienti zdaj bolj disciplinirani, manj disciplinirani? Kako je s tem? Zdaj, če govoriva o neposrednem kontaktu in tem odnosu zdravnik-bolnik, se stvari seveda na nek način izboljšale, spremenile. Zdaj vsi skupaj bolj razumemo, za kaj gre. Je pa tudi res, da se zdravstvo in tudi zdravniki sami smo se primerno organizirali, smo prilagodili delo v ambulantah, smo dobili tudi ali sami ali pa tudi s pomočjo seveda zdaj tudi države ustrezno zaščitno opremo, ki je prej nismo imeli, ali pa premalo zagotovo. In tudi usposobili smo ta oddaljen dostop, se pravi preko interneta, preko mailov, posebnih aplikacij, kot je Gospodar zdravja, in preko telefonov, tako da mi smo v stiku z našimi bolniki in v tem smislu se je stvar precej spremenila. Same zdravstvene ustanove, jaz delam v zdravstvenem domu v Gorenji vasi, mi smo se, tam delajo 3 družinski zdravniki, jaz kot pediater in še 3 zobozdravniki. Mi smo se organizirali, smo uredili dostop do nas, smo na nek način določili pravila, na kakšen način bolnik pride v ambulanto. Seveda je pogostnost obiskov manjša, kot je bila predtem, vendar ne morem reči, da obravnavamo manj bolnikov, kvečjemu več. Zato seveda ne vseh na 4 oči kot prej, vendarle dnevno imamo od 40 do 60 intervencij na dan. To je kar impresivna številka, bi rekel človek, ne, za neko tako manjše okolje. Mislim, da je zelo spodobna številka. Blaž, ti si zmeraj malo tudi sistemca, ne? Zato te imamo še posebej radi v naši oddaji. Kako bi ti recimo ocenil pač na bolj na sistemski ravni ali pa na državni ravni? Kje so recimo zdaj glavne spremembe? Kako je naš zdravstveni sistem zdaj pripravljen drugače ali pa bolj, kot je bil recimo spomladi? Vemo, takrat je bil problem zaščitni material, potem nismo imeli pač te nujne medicinske opreme in tako naprej. To nekako smo potem vmes nabavili. Kako je zdaj? Kakšno je zdaj stanje?
Jaz mislim, da je treba narediti tukaj, seveda bistvena razlika je med prvič in danes je v tem, da prvič je bilo to popolno presenečenje, ne samo za nas, za cel svet, ampak če se recimo omejimo za Evropo, tudi pač države, kjer so zdravstveni sistemi bistveno boljši, v smislu tega, da so res moderno javni, ne tako državni kot pri nas, kjer je namen čist nek drug, tako kot jaz večkrat poudarjam. Ampak roko na srce, ne? In tisto prejšnjo vlado in vse druge vlade je pač takrat ta virus presenetil. To pomeni v smislu samega virusa kot pač neke medicinske entitete, kot tudi pripravljenosti zdravstvenega sistema nanj. Videli smo, da je povsod panika, povsod je zmanjkovalo opreme niti proizvajalci niso mogli dovolj sproducirati. Še tisto, ki je šla skozi države, so države nekako kar zadrževale. Če se prav spomnimo, avioni nekako niso šli naprej, kamioni so zginjali, s čimer lahko tudi nekako vidimo, kakšna je bila takratna solidarnost držav Evropske unije, ne? Ta je razpadla v sekundi čez noč. Potem pa se je zgodilo, kar se je zgodilo. Prejšnja vlada je pač vrgla puško v koruzo, zbežala pred odgovornostjo. Nova vlada je potegnila takoj zavoro in dala državo v lockdown in zato smo imeli dobre rezultate v smislu zbolevnosti in pač tudi smrtnosti. Zdaj, če primerjamo pa danes, ne, seveda vmes je minil 6 mesecev, zdaj lahko potem kasneje debatiramo, kakšen je učinek trenutnega stanja epidemije kot posledica teh masovnih poletnih migracij, ampak vseeno vmes so seveda proizvajalci povečali kapacitete, države so potem, ko so umirile prvi val, imele čas nabaviti zaščitno opremo, ventilatorje, ne vem, narediti nove posteljne kapacitete. Seveda glavni problem pa ostaja, ne? In to je tisto, kar vsi, ki tole zdaj situacijo zlorabljajo v politične namene, pač namenoma, po mojem, niso toliko neumni ali pa nevedni, se da koga vprašati, ampak namenoma ne poudarjajo, da je glavni problem seveda kadra. Ne? Kadra pa ne moreš, ti lahko kupeš postelj, ne vem, kolikor imaš denarja, lahko se zadolžiš, kupeš postelj, ventilatorje, kadra pa v 6 mesecih ne moreš izučiti, ne? Ker niso zastonj šole 4 leta, 6 let specializacije in tako naprej. In to je tisto, kar se pa zdaj improvizira. Vsekakor pa lahko damo v bistvu kapo dol oziroma klobuk dol in velik poklon zdravstvenemu osebju, ne glede na to, da se sem in tja pojavljajo pač takšne in drugačne žlehtnobe, ki to minirajo tudi kot politične stranke, ampak za ves trud, za vse žrtve, na srečo ne seveda smrtne, ampak mislim na tisti del kadra, ki tudi zboleva in ima zaradi tega imajo pač zdravstvene ustanove in zdravstvo kot tako problem. In seveda tudi tistim prebivalcem, ki jim pač tako kot vedno apelirajo na njih, pomagajo s tem, da se držijo ukrepov. No, ampak jaz mislim, da je v dani situaciji je vzpostavljeno neko vzdržno, se mi zdi, razmerje še vedno med tem pritokom bolnikov in opremo in še vedno kadrom. Kaj bo pa v naslednjih tednih, bomo pa videli. Zdaj, pred dnevi je bila objavljena neka izjava direktorja Murskosoboške bolnišnice na nacionalni televiziji, kjer je rekel, da jih je presenetilo število COVID bolnikov, ki jih imajo zdaj na intenzivni negi, da so po najbolj črnogledih scenarijih so računali, mislim, da bojo rabili 70 postelj, zdaj imajo pa 80 postelj zasedenih. Je presenečenje ta hitrost, da bi rekel, pač tega jesenskega porasta okužb in s tem tudi seveda pač teh težjih bolezenskih stanj, po vajinem mnenju? Ja, na nek način seveda je. Predvsem je ta hitrost, jaz mislim, da smo vsi skupaj pričakovali, da bo ta val prišel nekoliko kasneje, z slabšim vremenom, z bolj mrzlimi meseci, kot tudi običajno te, predvsem respiratorni virusi, ne, ki prizadenejo dihala, se ponavadi pojavljajo konec novembra, decembra in potem je nek vrh januarja. Ta val je prišel že oktobra, ne. Tako da drugo, seveda iz prvega vala smo bili, ker smo zelo dobro prešli ta prvi val, nekako morda preoptimistični vsi skupaj in pričakovali, da vendarle ta drugi val ne bo tako hud. Vendar, ko berem poročila oziroma predikcije tudi iz tujine, nekako
ocenjujejo, da tisti, ki so prvi val preboleli boljše, potem v drugem malo not prinesejo to razliko. Nažalost je res temu, kot kaže, tako. Vendarle zaenkrat to se strinjal z Blažem, vendarle se je naš zdravstveni sistem, pa tudi seveda ti, ki ga vodijo, na nek način vendarle uspel prilagoditi, da še kompenzira. Seveda pa ni neomejen, to se moramo zavedati. Premalkrat se poudarja tudi, da zelo ranljiv del populacije smo ravno zdravstveni delavci, ki smo s temi bolniki dejansko v največji verjetnosti, da pridemo z njimi v stik, in mi smo ravno tako ranljivi. Tudi izčrpanost pripomore k temu. Seveda tukaj predvsem mislim na, ker sem sam delal več kot 25 let v intenzivni terapiji, že kako dobro vem, kakšni napori in čemu so izpostavljeni ti ljudje, ki morajo v teh skafandrih delati s tako težkimi bolniki. Tako da dajmo vedno, ko govorimo in ko se sprašujemo o resnosti epidemije, misliti na te ljudi in seveda na bolnike, s katerimi se ukvarjajo. Blaž, bi ti še kaj dodal tukaj? No, meni osebno bom rekel, da toliko zelo ni presenetil ta, rečemo temu, kar eksplozija. No. Jaz mislim, da je bilo, če ocenjujemo ukrepe vlade, je bilo do zdaj v bistvu bolj ali manj vse narejeno tako, kot je treba. Se lahko to tudi primerjamo, a ne ponavadi, mislim, zadnje čase spet bom rekel, tisti, ki minirajo, ves čas govorijo, kako vlada ni pripravila sistema na jesenski drugi val, ampak dajmo primerjati to s tujino, ne bodimo zaprti v ta mehurček slovenski, a ne, kjer lahko samega sebe prepričaš v nekaj, da je res ali pa ni res. Primerjamo z Nemčijo, ne, primerjamo z Belgija, Nizozemska sta glavni problem, v bistvu tudi bolnike, ker jih nimajo več kam dan vozijo v Nemčijo. Zdravniki sami smo videli lahko na televiziji, pozivajo svoje kolege, da kljub temu, da so pozitivni, naj delajo, dokler niso simptomatski. Skratka, tam imajo še večje težave. Tako da tukaj ni pošteno govoriti o tem, da kako vlada ni pripravila. V bistvu nobena vlada ne more ljudem povedati, kaj naj delajo in kaj naj ne delajo. Za Slovence je pa sploh značilno, da če jim rečeš, da naj nekaj delajo, bojo en delež vedno kontriral. Predlagam, Blaž, da tukaj vejico postavimo, pa si vzamemo krajši predah, pa po oglasih pogledamo, recimo, kaj je značilno za Slovenijo, po čem smo mi mogoče posebni v okviru te epidemije. Skratka, ne nam uiti, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kako uspešen je slovenski zdravstveni sistem v boju s koronavirusno boleznijo. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Blaž Merevle in Gorazd Kalan. Pogovarjamo pa se o tem, kako uspešno se slovenski zdravstveni sistem bori s koronavirusno boleznijo. Blaž, preden smo šli na oglase, sem te prekinil ravno tam, ko si začel govoriti, o čem pa smo Slovenci posebni. To se mi zdi dosti pomembno vprašanje, zato je prav, da zdaj tam nadaljujemo. Kje so recimo kakšne slovenske posebnosti ali pa značilnosti? Tako z vidika sistema, kot z vidika ljudi, kot recimo z vidika reakcij, sprejetih ukrepov in tako naprej. Ja, mislim, ta klasična slovenska posebnost je eno tako kontriranje. Ne? Zdaj ti imaš vedno en kup, oziroma bom rekel oboje. No? Imaš recimo enih, po mojem, 60% ljudi, ki to a priori sprejmejo, kar jim nekdo reče, zdaj ali je to pač cerkvena oblast, ali je civilna oblast, ali kakorkoli. Potem imaš pa vedno enih, po mojem, tam 30-40% ljudi, ki a priori pač naredijo ravno obratno. Jaz sem recimo v soboto šel s kolesom po poti spominov in tovarištva, kjer pač rad kolesarim in moram reči, da v par letih, kar to počnem redno, nisem videl toliko ljudi, kot sem jih videl v soboto. Res je, da je bila pač kukar praznik, čeprav sobota, lep sončen dan, ampak to je bilo masovno romanje po poti spominov in tovarištva. Tako na uč bi rekel, da jih 60% sploh ni imelo maske,
20% nas je imelo masko, jaz sem cel krog odpeljal z masko in moram na tem mestu tudi vsem tistim, ki jih skrbi recimo CO2 in podobne stvari reči, da sploh ni problem. 20% je imel pa masko nekako na vratu, tako kot da bi imeli prehlajeno ščitnico ali ne vem, kaj so si mislili. V glavnem, to se mi zdi, da je taka glavna posebnost Slovencev. Ne? Potem problem nastane pa seveda, ko to ne samo, da počnejo posamezniki, ampak ko to začnejo izkoriščati v neke svoje, ne vem, a so to svoje promocijske namene, te tako imenovani influencerji, ne, kot smo videli, kar za sabo na teh družbenih omrežjih seveda potegne tisti, ki so pač dovzetni za to. Pa najhujše je pa to, da seveda to pač so nek omejen čas počele tudi politične stranke, ne, to se mi zdi pa katastrofa. Ker vsaj v taki situaciji, jaz razumem boj za oblast, to vse razumem, ampak da pa v taki situaciji pandemije, ko pač gledamo, da ne samo naši ljudje, ampak v tujini še več umirajo, da to izkorišča za priplezati nazaj na oblast in zamenjaš to za v bistvu odsotnost neke vsebine političnega programa, to je pa pač znak ene zelo nizke stopnje razvitosti družbe, to je zavržno. Kar se pa sistema tiče, pa kaj pa vem, če gledamo v tujini, ne, velikokrat dokaj redno ljudi nagovarjajo ministri za zdravje, ne, oziroma za zdravstvo, tam imajo pač ministre za zdravstvo, pri nas imamo bolj ministra za zdravje, pa še tega pogrešamo. Jaz sem ga velikokrat poleti videl, ko se je boril oziroma rušil svojo kolegico, ne, torej Pivčevo, glede pandemije pa kot da je ni. Ja, mogoče on dela za kamerami. Kaj vi pravite, magister Kalan, kako je zdaj s tem? Recimo, koliko je pri nas ta del političen močen tukaj, pa koliko smo mi strokovno, recimo kot Slovenija, lahko pariramo drugim državam na tem področju, kar se tiče boja proti tej bolezni? Ja, jaz bom najprej začel na tem koncu stroke. Stroka, v Sloveniji imamo vse znanje, imamo tudi tehnologijo, s katero znamo in zmoremo pač pomagati ljudem s to boleznijo na enak način kot drugje po svetu. Problem so nekoliko predvsem kadrovske kapacitete. In zato moramo biti, kot sem že prej rekel, zelo pozorni na čuvanje teh kadrov. Ne? In zato pravzaprav si želimo tudi odgovorno ravnanje vseh akterjev, predvsem pa seveda ljudi samih. Zdaj, politika seveda, tako kot je Blaž rekel, nek v prvi vrsti ali pa tistega prvega govorca bi pričakoval ministra za zdravje, že zaradi funkcije pa imena, ki ga nosi ta funkcija. Tukaj je večinsko vlogo v tem smislu odigrala dr. Tina Bregant. Tako da, vendar, kolikor poznam samo ministrstvo, je pa kadrovsko zelo šibko. Tako da prav velikih pričakovanj od njih nimam. Se pa izjemno dobro držijo predstavniki stroke, tukaj mislim na profesor Beovičeva, dr. Rozmana, pa druge strokovnjake z infekcijske klinike, ki pravzaprav nosijo največje strokovno breme te epidemije. Tukaj mislim, da ne glede na to, da vem, da niso imeli v tem pogledu nobenega pravega treninga, se pa pravzaprav zelo dobro znajdejo. Tako da se jim na tem mestu kar zahvaljujem. Ja, prav je tako. Če pa smem reči, Slovenci na splošno je zelo dobro povzel profesor Ihan. Mi zahtevamo neka pravila, neke ukrepe, potem pa, ki jih dobimo, pa komaj čakamo, da jih raztrgamo in ne upoštevamo. Zdaj, odkje nam to, ali to še od prejšnjih časov, smo bili navadeni tako živeti, pa malo v oblast okrog prinašati, ampak pravzaprav pljuvamo v lastno skledo. Tako da zdaj politika, politične stranke, če se na ta način dobiva politični boj, nam ni dobro. Jaz bi pričakoval od dobrih politikov, konstruktivnih, državotvornih, takih, ki se borijo za dolgoročno politično življenje, da tako rečem, in dobro skupnosti in države. Taki bojo iskali še dodatne priložnosti, še nove izboljšave že postavljenih ukrepov. Drug element, ki je tukaj pa
tudi pomemben so pa mediji, predvsem tukaj merim na državno televizijo. Nekako se mi zdi neprimerno, da se morajo strokovnjaki zagovarjati, zakaj takšni ukrepi, zakaj nositi maske, zakaj toliko testirati, zakaj ne hitrih testov, zakaj ne tega, ne onega, zakaj ni postelj. Bo večkrat povedali, bolniška postelja pomeni 5 do 6 medicinskih sester na posteljo, plus pol zdravnika. Zdaj govorim za intenzivno terapijo. In tega ne moreš narediti v parih letih. Tukaj so leta, desetletja zgrešene politike. Zadnjih 30 let je v tem pogledu Slovenija zamudila veliko priložnost, da tako rečem. Mi stagniramo in že zaostajamo. Mi smo bili ob osamosvojitvi, recimo, v začetku 90-ih let, pred vso preostalo Jugoslavijo, pred Madžarsko, pred Češko, Slovaško, pred Poljsko. Danes zaostajamo za Čehi, Hrvati so tukaj. Edini, ki so za nami, so pravzaprav Bosna in Hercegovina in Kosovo. In pač tam so objektivne razmere takšne. Ja. Tako da to bi nas morali skrbeti. Zaenkrat z napetim lokom ta stroka seveda obvladuje, vendar organizacija in vodenje, pa še financiranje tega zdravstva je pa pravzaprav nespremenjeno zadnjih 30-40 let. No, tukaj je recimo zanimivo, da od te tako imenovane opozicije, recimo nekako najbolj tradicionalna stranka in najdlje živeča, socialni demokrati so pravzaprav tisti, ki so ne samo bili v večini vlad v teh 30 let, ampak so tudi dali večino ministrov, zdaj ali direktno kot članov, ali pa iz pač njihovega... Ja, direktno samo enega, mislim, da mi ostali so bili pa iz njihovega nazorskega miljeja, ne. Ja. Se pravi, da so direktno pravzaprav ena od teh strank, ki so najdlje krojile politiko zdravstva, ki pa je, kot vemo, iz vseh teh zgodb, ki smo jih te vdaji že oddelali, seveda primarno namenjena na čemu drugemu, ne pa bolniku. Primarno gre za v večini primerov pač vzdrževanje državnega zdravstva, v katerem se da zelo, zelo milo rečeno ribariti v kalnem, smo uporabljali že tudi težje izraze. Ja. In zdaj vse te posledice so kulminirale in so nekako bile pod zelo tankim slojem, ki smo ga nekateri pač videli skozi, drugi pa ne. Zdaj pa ta sloj odpadel. Ta pandemija, epidemija, ta kriza na vseh nivojih je vso to bedo razkrila in vse te problemi so se demaskirali, tako kar se tiče opreme, kadrov in zdaj, kar se tiče samega covida, so se te kapacitete, pač kar se opreme tiče, popolnile. Kadri smo že večkrat v tej oddaji danes povedali, so še vedno problem in vse deluje na nekem pač zadnjem možnem robu in z veliko požrtvovalnostjo, daleč od tega, da politike, ampak predvsem seveda ne samo izpostavljenih torej infektologov ali pa direktorjev zavodov in tako naprej, ampak predvsem tistih, ki so vsak dan tam, vsako noč tam, to so pa zdravniki, mlajši, specializanti, sestre, študenti so tudi zdaj ponovno poklicani, tako da predvsem tem se treba zahvaliti. Politika naj pa vsaj zdaj, če že prej ni zdravstva pustila primer, naj vsaj zdaj se umakne in naj neha izkoriščati to za politikanske namene, ker mislim, da v končni fazi jim bo tako škodilo. Sej ljudje sami prepoznajo, kaj je prav in kaj ne. Ljudje imajo empatijo, ljudje imajo ta moralni čut, te stranke, ki se borijo za korita, jih pa nimajo. Zdaj, ampak vseeno, če pogledamo, recimo spomladi smo bili med tistimi, ki jih je, kot je že rekel prej magister Kalan, nas je najmanj prizadelo, tako rekoč, tudi prvi smo razglasili konec epidemije in tako naprej. Zdaj jeseni nam gre tako dobro, mislim, da je celo minister za zdravje rekel, da če bi te število umrlih bolnikov, ki jih imamo pri nas dnevno prevedli na nemške razmere, v narekovajih, bi to pomenilo, da bi v Nemčiji dnevno umiralo po 1000 ljudi. Kaj je zdaj po vajinem mnenju glavni razlog, da recimo smo bili spomladi pač med najbolj uspešnimi, zdaj smo pa po teh številkah med najmanj uspešnimi? Ja, jaz mislim, da zato, ker smo vendarle majhni in tisti prvi ukrepi so bili ravno še za las 5 minut pred 12. Pač sproženi. In takrat nekako tudi čas je bil tak, po počitnicah nismo več
potovali in smo se res držali bolj doma in tudi ta najbolj kritiziran ukrep zaprtje v občini je očitno deloval. Zdaj je vlada, ne vem zakaj, verjetno domnevam, ali pa špekuliram pod pritiskom tudi javnosti in vsega tega okolja, v katerem mora delovati, pač bila bolj postopna, bolj prijazna, če hočete, in mogoče se to zdaj bolj pozna. Drugo je pa tudi to, da kot sem že od začetka rekel, so tudi neke predikcije, da tisti, ki so prvi val preboleli boljše, v drugem nekoliko slabše. Zdaj, to je zelo težko ocenjevati, koliko slabše, ampak zagotovo pa številke nam niso v prid. In zdaj je zadnji čas, da se streznemo. Jaz upam, da te ukrepi, ki pa so zdaj v veljavi, in tudi osebno vidim med ljudmi, da vendarle med znanci, med mojimi bolniki, če hočete, vendarle zadnji teden je obnašanje precej drugačno, kot je bilo še teden dni nazaj, da vendarle bo to prijelo in zaustavilo ta val. Ampak, kot rečeno, opozorila so skrajno na mestu in jaz bi raje ljudem položil na srce, naj bojo pripravljeni tako na tak način zdržati tudi do novega leta, čez praznike, pa potem pričakovati neko sproščanje. In seveda vsak rajš vidi, da je kozarec na pol poln kot na pol prazen, ampak bojim se, da bo šel pod polovico, če ne bomo odgovorni. Ja, stvar je zelo preprosta, oziroma tako preprosta je, da se bo že mogoče malo neumno slišali. Virus se širi tam, kjer so ljudje. Tam, kjer ljudi ni, se virus ne širi. Zakaj smo v prvem valu dobro skozi prišli? Zaradi tega, ker je virus sicer posamično bil, ni bil pa masovno v populaciji in istočasno smo potegnili popolno zavoro in šli takoj v lockdown. Seveda je to za sabo potegnil pač določene finančne posledice, pa pač na drugi strani posledično ni bilo toliko zbolevnosti in smrtnosti. Zdaj, polet smo počeli, kar smo počeli, verjetno tudi pač to ni bila samo naša odločitev, verjetno so bili to tudi pač politični pritiski, evropski in tako naprej. Se smo videli, da niso bile masovne migracije samo po Balkanu, ampak so tudi lepo Francozi hodili na svojo obalo, Britanci na Costa del Sol in tako naprej. In je bilo popolnoma jasno, da bojo te masovne migracije proti koncu poletja virus, potem, ko bojo se ljudje vračali na domove oziroma v svoje domovine, prinesli nazaj. In potem jasno, da je bila eksplozija, ko so poslali otroke v šole, vrtce in na fakultete. Tako da, glede na to, da pač zaradi dinamike te okužbe vsi učinki pridejo 2 do 3 tedne kasneje, je bilo jasno, da če bomo dali tudi mi, tako kot vsi ostali otroke v vrtce in šole, da se bo začela stvar oziroma pač epidemija v septembru širiti in da bo oktobra začel nastajati problem. Zato zdaj tukaj smo, kjer smo. Ampak se to ne delamo samo mi, se to delajo vsi in vsi v bistvu zdaj poskušamo cela Evropa potegniti ven neko še sprejemljivo ravnovesje med ljudmi, ki zbolevajo, žal nekateri tudi umirajo, in med tem, kar zdravstveni sistem vzdrži, ob tem, da poskušamo pač nekako tudi, kar se da gospodarstva pač obdržati. Tako da tukaj neke čarobne palčke in magičnega ukrepa ni. Razen, če gremo seveda spet v popoln lockdown, samo potem se moramo pač zdaj smo na neki točki, kjer se moramo kot družba pač zmeniti, kaj je za nas primerljivo. Ali katastrofalne gospodarske razmere, ali pa pač umrli in tveganje, da bo kolabiral zdravstveni sistem. Ampak zdaj, ko smo že pri umrlih pa kolabiranem zdravstvenem sistemu, recimo neki strokovnjakov zdravstvenih krogov tudi opozarjajo, da pri tem, ko se borimo proti pač koronavirusni bolezni, ne smemo pač seveda pozabiti na ostale bolezni. Povedali so recimo, da se je incidenca pač rakavih obolenj zmanjšala za 30%, zdaj že v tem času do poletja, v času prvega lockdowna. Vemo, v Sloveniji je to kar velik problem, mislim, da 6,000 ljudi letno povprečno umre za rakom. Kako je zdaj s tem, ko tehtamo zdaj na eni strani pač je ta virus, kaj vi pravite na to? A smo bolj občutljivi vseeno glede pač koronavirusne bolezni, ker je pač nalezljiva, kakor smo pač do kakšnih drugih bolezni, ki pa tudi na koncu lahko imajo enak izid ali pa še pač bolj tragični izid?
Ja, jaz bi vseeno rekel, da tudi potem se drugi val razlikuje od prvega. Ne? Vendarle se obravnava več bolnikov tudi s temi rizičnimi ali pa težkimi boleznimi, pa nevarnimi, kot se jih je prej. Seveda, ob obremenitvi zdravstvenega sistema, seveda ne more biti, se tudi nikjer po svetu ni enaka obravnava, kot če te epidemije ne bi bilo. Tako da, seveda, ni dober čas za zboleti za težko boleznijo. Vendarle, pa kolikor poznam kolege z teh področij, z teh strok, si močno prizadevajo in tudi na primarni ravni smo kar precej naredili, da bi vendarle tudi te bolniki dobili zadostno, pravočasno pozornost. Jaz upam, da in tudi spet, če bomo uspešni pri zajezitvi epidemije, bojo tudi te bolniki prišli prej in še do časa do zdravljenja. Se res srčno upam in zato spet še en razlog več, da spoštujemo ukrepe in si prizadevamo. Jaz tudi ne bi bil, upam, nisem gospodarstvenik, ampak vendarle mislim, da slovenska celica je tako močna in na nek način tudi samooskrbna in inventivna, v tem pogledu samoohranitvena, kot tako majhen narod, če smo toliko tisočletij ali pa stoletij prebrodili, bomo pa še te 2 leti ali pa 3, ki sta pred nami. Ne? Absolutno. Želim biti optimist tudi v tem pogledu. Vse prav. Kapacitete so, kakršne so, a ne? Zdaj, če ti te kapacitete pač v nekem obdobju, kot je ta COVID, predvsem letos, preplaviš z pač obravnavo bolnikov, seveda, ker jih moraš, je logično, da bo nekje drugje nekdo po domače povedano nastradal. Zdaj, jaz ne bi šel po nekih entitetah, zaradi tega, ker mislim, da tisti programi, ki morajo torej pač teč, se pravi, ne vem, obravnava rakavih bolnikov, seveda porodnišnica mora laufati, in tako naprej. Teh stvari ne moreš spustiti. To nekako, mislim, da kolegi bojo nekako zvozili. Bojo se pa seveda podaljšale čakalne vrste za neke druge nenujne elektivne posege, ki pa imajo lahko tudi kdaj resne zaplete ali pa tudi potegnejo za sabo smrti. To pa pač kot družba moramo se tega zavedati in sprejeti, ker vse pa ne gre. Ne? Tukaj spet ni čarobne rešitve, ker pač se ne da. Ampak, jaz upam, da bo ta kriza, kot vedno pravimo, vsaka kriza tudi prinese nekaj dobrega, da bo vendarle na nek način nas prisilila v neko modernizacijo, evropeizacijo zdravstva, da bomo znali ustvariti neko inkluzivno družbo in zdravstvo, kjer bojo vsi, ki lahko karkoli na tem področju naredijo, dobili priložnost in pomagali bolnikom. Da bomo res začeli te čakalne vrste skrajševati, ne pa jih tudi na nek način namerno ustvarjati, ker nekateri imajo tega tudi profit. Jaz upam, jaz se pridružujem tem željam, glede na poznavanje sistema zdravstvenega in pravzaprav tega, kdo ga v resnici vodi, torej ne tisti dobronamerni, ki bi pač delali za bolnike, ampak nažalost seveda je tako imenovana, lahko rečemo lobby, milo rečeno, pa zdravniško-dobaviteljska mafija. Tako da bojim se, da se bo zgodilo podobno, kot se pač vedno dogaja. Te čakalne vrste, ki se bojo zdaj objektivno podaljšale zaradi covida, bojo potem, če bojo imeli možnost, pač izkoriščali spet kot izgovor za to, da bojo metali na desetine milijonov v sistem, pri čemer pa ne bojo znižali stroškov in bo s tem pač seveda spet na hrbtih bolnikov potekal organiziran kriminal v zdravstvu preko preplačanih, torej vsega. Jaz ne bi bil tukaj optimist, ampak bi bil realist. Če ne bo prišlo do neke radikalne spremembe v zdravstveni politiki in pravzaprav ta mafija ne bo izpustila tega področja iz rok, jaz tukaj ne vidim drugega, kot da bo to izgovor za ponovno plenjenje. Zdaj,
vseeno, ne, vidimo nekako, tudi videli ste že o tem govorila, praktično celotna Evropa ima zdaj podobno situacijo, tudi ukrepe, ki se sprejemajo, so precej podobni z redkimi izjemami. Veliko držav zdaj recimo sledi temu našemu zgledu, ne, od policijske ure do pač omejitve gibanja in tako naprej, ampak vseeno pa je neki razlik. Ena taka razlika, ki jo lahko opazimo, je ta, da recimo tudi te države, ki nam zdaj sledijo od Francije, ne vem, Velike Britanije, Avstrije, tako naprej, Italija, puščajo šole odprte, medtem ko pri nas pač zapiramo šole. Zakaj po vašem mnenju prihaja recimo do te razlike? Je to odvisno od stanja zdravstvenega sistema, so kakšni drugi razlogi? Ja, tukaj, če smem kot pediater, ne, je objektivno nekaj skrbi, ne, da te predvsem mlajši otroci v šolah pač ne zamujajo razvojno neke stvari, ne, pismenost, bralnost, ne, ima pomembno vlogo pri razvoju in intelekta in čustvovanja in tako naprej. Na to seveda opozarjamo in tega se je treba tudi zavedati. Zdaj, ali bo 14 dni ali pa en mesec šolanja nadaljavo temu res naredil tako škodo. Glejte, jaz bi tako rekel, ne, lahko nas doletijo še hujše usodne reči. In človek je neverjetno prilagodljivo bitje. Ne. Tako da tudi te ljudje ali pa pač naša generacija bo imela neko izkušnjo, ki je mnoge pred nami in za nami niso imele in se bojo znale spopadati, upam, s takimi problemi še boljš kot mi trenutno. Seveda se je pa treba biti pozoren, buden tudi na take stvari in pač reagirati pravočasno in se učiti, rekel, tudi na napakah. Ne. Tako da čas bo pokazal, kje v teh niansah so se naredile razlike. Ne. Jaz resnično upam, da ta zapora življenja ne bo trajala tako dolgo, da bi res puščala tako trajne posledice. Ne. Tudi sem prepričan, da smo sposobni kot civilizacija razviti neke mehanizme za kompenzacijo takih stvari. Ne. Tako da seveda, glejte, tudi na nek način tehnologija, ne, danes, če bi se znajdli v tem stanju 10-15 let nazaj, se ne bi imeli teh možnosti učenja nadaljavo, raznih aplikacij, kot so, ne vem, Zoom, Teams in tako naprej, pa mobilnih telefonov in tako naprej. Danes jo pa imamo, ne, in tudi seveda na eni strani opozarjamo, kako je to škodljivo za otroke, kako jim jemlje čas in gibanje in tako naprej. Ne. Po drugi strani pa odpira nove možnosti. Tudi informatizacija konec koncev v zdravstvu, ne, bo eden pomembnih korakov in dejavnikov, ki bo krepilo sistem. Ne. Tako da tukaj nas še veliko nalog čaka. Jaz mislim, da Blaž, če lahko v enem stavku, ker se počasi bližamo koncu oddaje, tako da imaš zaključno besedo. Ne, saj bom končal sam s tem, ne, da pač mislim, da ne more noben očitati ne naši vladi, ne kakšnim drugim vladam, da je naredila kaj, mislim, vse narobe ali pa vse prav ali pa nekaj vmes. Gre za to, da imamo mi kot država in druge države pač nek zakon o nalezljivih boleznih, epidemijah, neke državne načrte, narejen na podlagi pač izkušenj iz prejšnjih epidemij, ki so pa stare in v čist drugih okoliščinah in življenjskih razmerah bile narejene. Tako da pač to nas je presenetilo v dobi, v kakršni živimo in vse države improvizirajo, zato so pač tukaj med državami manjše razlike, pač v upanju, da bo se dobro izteklo. Ne. Mislim, da je to ena zelo lepa misel za zaključek današnje oddaje. Dr. Blaž Merole, magister Gorazd Kalan, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil medicinski že 482. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kakšne so pasti korone za navadne ljudi, ki ne smejo delati. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.